Danes imamo ustvarjalne delavnice z različnim materialom, večinoma z naravnim materialom, to so naplavine, školjke iz morja, delamo mavrično ribico iz tudi naravnih materialov in iz papirja, ter nizamo ogrlice. V bistvu jadrnico, ki pluje po morju. Zdaj pa ustvarjam hiško, ki je iz stekla. Drevesnica, pa ogrlica. Ja, če se kažem. 7 korakov, da se zafilata velike površine barve. To pomeni, da boš ti zdaj vzel, recimo vem, da bo ta črka modra in boš najprej zafilil tiste modre. Na delavnici smo pa začeli s tem, da smo pogledali malo zgodovino grafitanja, pogledali smo, kako se tag nariše, to je podpis, in so potem najprej udeleženci strenirali svoje tage, sprobali tage na drevesih, tamle, ki imamo, kako bi se podpisovali pod svoj grafit. Potem smo pa pogledali, kako sam grafit nastaja, kako se skice rišejo, so si narisali skice in potem, ko smo skice imeli narisane, smo pa pogledali še, kako se ta prav grafit riše na stene. Zdaj nažalost stene nimamo, zato smo pa napeljali folije, ker na folije za začetek se da čisto dobro probavati in ga boš v bistvu iz te strani senčil in pol barve med sabo vedno bolj probaš zamešati. Delam mačko, pa zdaj bom kmalu pri koncu. Zaradi tega, ker doma tudi sprejam rad in mi je zelo všeč zaradi tega, ker dosti uporabljam svoje domišljije. Zelo so entuzijastični udeleženci in gre dobro za prvič. Nekateri prvič, eni ne, ampak jim gre super. Asociacije, se pravi, ko poveš zadnjo besedo, se probaš spomniti, na kaj te asociira beseda, na črke, stavek, slovenščina, učiteljca. Lahko rabimo v teh stvareh, ki jih vidimo, veš, ker ne rabiš da res delati, lahko samo opazuješ. On vzad se smeji, ko to snema, zato ker to sploh ni šala. Tipo mana jača, sončna očala. Se veš, tukaj je lepo, se usedem na drevo in v izi ga guzamo na voli. Mam rim dovoli, da tako kot Glavni cilj mislim, da je, da se otroci navadijo prihajati v mladinski center, da se tukaj počutijo domače in varno, da se spoznajo tudi med sabo, ker imamo 2 osnovne šole v Krškem, tako da tudi želimo, da se otroci iz obeh osnovnih šol povezujejo in pa seveda potencialni prostovoljci v bodočnosti. Zato še ne vem, kje smo. Moj dan na festivalu poteka tako, da pridem nekaj ur pred koncertem, priključimo kable, postavimo ozvočenje in potem čakamo na uživamo na koncertu in počakamo konec koncerta, pospravimo in gremo dalje. Ideja festivala je seveda, Krško je pač majhno mesto in prinesti neko sodobno, alternativno, urbano produkcijo, malce širiti obzorja, neko nadžanrsko glasbeno ponudbo, skušati ponuditi in vzgajati mlade in malo manj mlade z nekimi kvalitetnimi vsebinami, jih navdušiti, da si dajo neko dovoljenje oziroma sami pri sebi, da pridejo slišati nekaj mogoče, kar ne bodo slišali vsak dan. Se nam je zdela zadržana, ampak tekom koncerta se je vedno bolj odpirala, tako da
Tlej smo lahko čisto srečni. Mislim, da smo že mogoče danes tretjič tle igrali, pa zihar je bilo najboljše do zdaj. To generalno tudi opažamo na drugih placih, da vsakeč naslednjič, ko pridemo, je več ljudi, boljši vibe. Mislim, hodijo mladi, definitivno. Imamo pa tudi tako publiko, se mi zdi, ker v bistvu lahko privabimo različne starostne skupine, tako da so tudi starejši na naših koncertih. Mislim, da je kar veliko interesa. No. Mislim, mladi vedno bolj se mi zdi, da se sami vključujejo v neko glasbeno sceno. Vedno bolj je nekih takih zanimivih bendov, tudi mlajših od nas. In, tako, zelo optimistično in to se pozna pol tudi na koncertih. Danes dežuje ta drugi dan festivala, tako da upam mogoče kdaj v prihodnje, da se bodo neki pogoji naredili, recimo s kako streho spodaj za na oder, da se bodo te zadeve lahko tudi spodaj izvedle. Seveda je bilo planirano vse, da bi bilo zunaj, ampak evo, smo notri in je simpatično in fino in ljudje se družijo, prijetno.